Marko, kako zelo si navajen že na nemške ceste, avtoceste, 4, 6, 8 pasovnice? Saj si videl, da se že kar domače počutim, predvsem s komentarji drugih voznikov. Ja, čeprav zdaj, ko je snemalnik vključen, mogoče malo manj bentenja. Zakaj se jih lepo hvalim? Poglej, kako lepo drži varnostno razdaljo. Kako ne izsiljuje. Upošteva omejitve. Ja. Z Markotom smo na poti iz Wuppertala proti Münchnu. Tam se bo slovenska nogometna reprezentanca jutri ob 3 pomerila s Srbijo in nedvomno gre vsaj iz slovenskega vidika za derbi tega skupinskega dela Evropskega prvenstva. Deliš to mnenje? Absolutno. To se mi zdi, da od žreba naprej smo vsi čakali to tekmo, navijači, nenazadnje nogometaši, strokovno vodstvo, vsi člani zlate generacije iz Charleroi in tako naprej. Ja, zanimiv dvoboj, pa še v bistvu najbližje Sloveniji, kar se tiče prizorišča, tako da res zelo dobro. Zdaj naredimo še ta uvodni del, uvodno špico, kasneje pa debata torej o tekmi, ki čaka Slovence v Münchnu. Torej, to je podcast o žogi, igralcih, slačilnicah, napadalcih, branilcih, trenerjih, selektorjih in športnih direktorjih. To je Euro Polzeit. Sem res hvaležen, da imamo take navijače, res zdaj München bo še večji stadion, še več naših navijačev in se jih bo slišalo še več in vedno ti da tisto energijo, nek zagon, ki ga drugače težko občutiš. To so bile besede Jona Gorenca Stankovića pred včerajšnjim treningom še v Wuppertalu. Nekako pričakujemo, da bi lahko Gorenc Stanković zamenjal v prvi 11-terici Timija Maksa Ilšnika, ki je imel nekoliko težav s prilagajanjem na tempo igre proti Danski. Kaj misliš ti, Marko, bo prišlo do zamenjave? Zdaj, da bi bil povsem prepričan v to nisem, se pa absolutno lahko zgodi, ker je Jon Gorenc Stanković dobro pravi svoje delo, nenazadnje takoj po njegovem vstopu na igrišče Slovenija zadela, ali je zdaj bilo to naključje ali ne, ne vemo. Ampak ja, je vezist graškega Šturma dobro pravi svoje delo. Jaz sem ga recimo vprašal, če se bo v stilu enega drugega igralca na tem prvenstvu razglasil za najboljšega v ekipi, pa zahteval več minut, ampak je rekel, da ne, da on ni tak, da on je hvaležen za vsako minuto in da bo zadovoljen praktično s čimerkoli mu bo selektor Matjaž Kek postregel. Zdaj, ker si že omenil tega nogometaša, ki si želi več minut, govoril sem včeraj s srbskim novinarskim kolegom Bojanom Marinkovićem, on pravi, da nekako zdaj pa res pričakuje Dušana Tadića v prvi 11-terici, da si bo verjetno pik sistem kupil mir, pa tudi proti Sloveniji zdaj morajo Srbi na polno in njihova desetka, njihov kapetan je tisti igralec, ki bi, vsaj tako oni mislijo, lahko prinesel srbski igri tisto kvaliteto, ki bo delala razliko na tekmi s Slovenijo. Ja, upravičil se je Dušan Tadić Piksiju, pa tudi soigralcem. Zdaj, ali je to le nekakšno sporočilo za javnost, ali pa gre dejansko za to, da so v bistvu nesoglasja zglajena, da je vse okej, pa bomo videli na tekmi Slovenije in Srbije. Srbski kolega še pravi, da če Srbom ne uspe premagati Slovenije, da pa takrat pa res lahko pride do razpada sistema v njihovi reprezentanci, da tudi nekako možnost, da bi lahko na zadnji tekmi proti Danski reševali svoje ime in nekako možnost, da se prebijajo v nadaljevanje tekmovanja, misli, da potem, če pa Slovence ne premagajo, da pa te možnosti več ne bodo imeli. Hkrati pa po drugi strani so Srbi zadovoljni z igro proti Angliji, čeprav jim ni uspelo zadeti, so imeli na trenutke igro v svoji
svojih nogah, torej so bili na trenutke bojda celo boljši od Angležev, vsaj tako pravi ta srbski kolega, in da zaradi te igre verjamejo, da bi lahko proti Slovencem tudi zmagali. Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplet do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KBM, članica skupine OTP. Marko, so pri nas, našem taboru slovenskem, bil si včeraj v Wuppertalu v njihovi bazi optimistični? Ja, so optimistični iz večjih razlogov. Predvsem zaradi drugega polčasa proti Danski, zaradi drugega polčasa iztožic proti Srbiji v Ligi narodov. Adam Gnezda Čerin pravi, da lahko takšno igro prikažejo v obeh dveh polčasih. Navijači slovenske reprezentance si zagotovo ne želijo, da bi se pa ponovil prvi polčas iz tiste tekme ali pa celo tista predstava v Beogradu, ki pa je potem na koncu mogoče celo prinesla neko streznitev in vse, kar je sledilo tistih 4-1, je šlo strmo navzgor in posledice vidimo danes tukaj na nemški avtocesti. Evo, mi da se ne bi tu vozila, verjetno se ne bi tu vozila, če se ne bi zgodil tisti Beograd. In pa seveda tudi ta zagon, ki ga Sloveniji daje ta navijaška euforija, koliko 20,000 ljudi naj bi bilo v Münchnu iz Slovenije oziroma slovenskih navijačev, tako da ja, razlogov za nek optimizem, za dobro voljo je dovolj v slovenskem taboru. O tem, kaj bodo danes, dan pred tekmo, Slovenci povedali na novinarski konferenci, pa tudi preverili bomo utrip navijaški v Münchnu, o tem lahko berete v Večeru tekom dneva, ter seveda v tiskanem Večeru naslednji dan. Številka 1 v prezračevanju. Popuste smo povišali vse do 60%. Največ prezračevanja za vaš denar. iVent. Preverite pa seveda lahko tudi, kaj se je dogajalo sinoči v Dortmundu, kjer je na velikem tekmovanju debitirala gruzijska reprezentanca, na praktično domačem terenu pa je igrala Turčija. Že jaz sem v Wuppertalu jel kar nekaj utripa te tekme gruzijskih navijačev pred njo in pa ogromno Turkov, ki so hupali dolgo v noč po. Verjetno ti, Miha, ko si bil pa v Dortmundu, pa toliko več. Povej, kaj se je dogajalo? Že na avtocesti proti Dortmundu navijači z zastavami na avtomobilih viseli so iz vrat in mahali z zastavami, hupali. Bilo je res noro videti vse skupaj in pričakoval sem, da Turčija je to prvenstvo vzelo za svoje skoraj da domače prvenstvo. Nisem pa vedel, nisem pa pričakoval, da bo pa tudi toliko Gruzijcev na evropskem prvenstvu. S kolegom Miho Troštom iz Vala 202 sva se pripeljala pred stadion v Dortmundu in tik preden bi parkirala avtomobil, so policisti zaprli cesto in nas usmerili, da pač si ogledava mimohod navijačev Gruzije. Prvo je rekel policist, da jih bo mogoče 1000-1500. Mi smo mislili, vse to bo šlo hitro mimo, poslikamo, posnamemo in gremo dalje. Potem pa vidiva, kako se vali po ulici res reka gruzijskih navijačev in jaz sem mnenja, da jih je pa bilo takrat vsaj 15,000, če ne celo več, na ulicah Dortmunda in na poti do stadiona, kjer pa se je kasneje močno ulilo in naredili smo reportažo, posneli nekaj pogovorov. Je bilo pa vzdušje takrat zelo manj prijetno, ker je res tako močno deževalo, da so bili ljudje povsem premočeni, pušala celo streha na Westfalenu. Ne vem, če je to bilo krivo, da je kasneje prišlo tudi do pretepa med sosedskima narodoma. Seveda Turkov je pa bilo ogromno, še nekajkrat več kot Gruzijcev. Navijaš? Navijam!
Pripravi se za vroče športno poletje z nogometno navijaško kolekcijo. To je tvoja igra. Intersport. Danes boste na večer.com pa jutri v tiskani izdaji lahko prebrali kaj o Adžunu Ilidžaliju, potencialnem mariborskem investitorju, menijo turški navijači. Na presenečenje mnogih lahko razkrijemo, da ga res dobro poznajo. Ne? Tako da, ja. Ja, si videl, Še 600 metrov. Še naša Ančka se je Ja, imamo vključila v debato. Mislim, da se je ne sliši, ampak ja, imamo tudi tretjo članico. Leve se morajo zdržati. Ja, z Markotom smo torej na poti proti Münchnu. Ja, pozorni bralci dnevnikov bodo opazili eno spremembo, ampak o tem bomo mogoče več kaj povedali kasneje, ko bo čas za to. Naj bo malo skrivnostno vse skupaj, ne? Kaj praviš? Kakšno spremembo? Če ti zdaj povem, ne? Ja, okej. Si že napovedal Ja. dnevnik? Ja, super. Marsikaj imamo še za povedati in vabljeni k branju, da si to, kar želimo sporočiti iz evra, preberete na vecer.com, poševnica euro-24. Naslednjič pa se javim malo bolj kontroliranem okolju. Ampak vseeno, redna rubrika še, ne? Kako ti je šlo z napovedmi? Kaj to je zdaj prc za nalašč? Hkrati moram dodati... Res me zanima, ker nekaj smo težave s televizorjem zvečer, pa ne vem, kako se je končalo vse skupaj. Jaz ne bom več nič povedal o tem. Mogoče samo še opravičilo, ker celo včeraj smo se zmotila, da sem enega trofeja nisem. Tudi Francija sem zgrešil, tako da. Jaz pač, poglejte predvsem ta vsebinski del napovedi, manj morda tisto dejansko. V bistvu si argumentirano napovedal, kar si napovedal. Tako. Ja, tako. Zdaj pa to je nek Audi, to ni reklama. Malo vam pa pokažemo. Evo, zanimivo. Testna različica nekega od avtomobilov. Ja, marsikaj vidimo tukaj v Nemčiji, zato vabljeni k branju. Tako. Srečno.